Živjo! Danes sem se odločila, da bom posnela en video in sicer kako se je treba v karanteni urediti. Zdaj, glede na to, da ne hodimo nič ven, vsaj ne bi smeli, ne. To še ne pomeni, da se ne rabimo nič zrihtati, pa da vsa ta lečila, ki jih imamo doma, ki ležijo po kotih, da niso uporabna. Tako da, najprej bom uporabila šminko. Takole, kot vidite, je rdeče barve in gre super z mojim outfitom. Ja, takole bom nanesla zelo natančno, kot vidite. Lahko tudi malo na lica. Ja, jaz jo rada nanesem tako še drugje, ker je potem zelo uporaben, če nimaš recimo blusha ali pa česa, tako malo za lica. Potem bom uporabila tole. Zelo težko se odpira, samo malo. Okej, super, uspelo mi je. Takole bom, ja, majčkeno. Nekateri dejansko radi uporabljajo barve, jaz pa kar v bistvu pobarvam ta spodnji del tam, kjer ni senčil, ker v bistvu, veste, saj pade kakšen prahec gor medtem ko zapiram, pa mi je čisto ena. Aha, no, saj bom še malo, bom obrnila, tako da se bojo še barve pokazale. Takole in se bom pobarvala kar po čelu, tam mi trenutno paše, takole. Kar vse barve bom tako zmešala, vseh senčil in bom takole pobarvala si kar celo čelo in pa še prej tam, kjer sem z šminko, takole, ja. In še po drugi strani, moramo biti enakomerni, tudi ušesa ne smete pozabiti, to je velikokrat napaka. Fino je treba pobarvati ušesa, dobro, odlično. Takole. Nato nadaljujem s tole konturo v bistvu, takole si obrišeš obraz in usta, pa še drugo stran, tako poiščeš v bistvu svoje najboljše poteze in jih dodatno poudariš, ja, na ta način, odlično. Ker samo narišeš in pustiš, kdo bo blendal, to nič ne rabimo. Aha, no, potem pa je že tole na vrsti in to damo takole kar po celem obrazu, takole, ja. Sicer nekateri to radi uporabljajo kot senčilo na vekah, ampak jaz to kar vse zmešam. Dobro, no, potem pa vzamemo še eno šminko, ta je bolj za sijaj. Takole odpremo, ja, odlično. In spet, kot ste opazili, zdaj že pri vseh teh nanosih, vsakega začnem pri enem ušesu in potem nadaljujem do drugega. In vse takole pobarvam, ja, odlično. Dobro, in še ni dosti, zdaj bomo pa uporabili puder v kamnu. Takole, ja, vzela bom en drug čopič, najmanjšega, kar ga imam, za največjo površino, seveda, zakaj pa ne, takole bom orenk podrgnila, ker mi ga že malo zmanjkuje in začnem tokrat pri nosu, torej to ste zdaj videli, nisem začela pri ušesu, tako kot pri prejšnjih nanosih, ampak pri nosu in pod očmi in seveda čelo, to je pač največja površina, jo je treba dobro pobarvati. Malo po laseh tudi, zakaj pa ne, glejte, tudi tle ni nobenih pravil, veste, pač vi si odločite, kam boste kaj dali. Enkrat, ko je zadeva vaša, ko jo plačate v drogeriji, kdo vam bo povedal, kako je treba zadevo uporabljati? Noben.
Nič ne rabite tutorial gledati, vi samo po občutku, recimo, evo, tole, lahko je karkoli. Recimo, jaz sem se tokrat odločila, da je takole za pod očmi, čeprav v bistvu v resnici piše, da je senčilo, ne, tako kremno senčilo za veke, ampak ni pravil, ja, tako. Aha, bom še malo po laseh, pa ja, zakaj pa ne. Pa še po drugi strani, da bo enakomerno, tako, odlično, evo, slite, super. Okej. Aha, ja, včasih so kakšni pripomočki kar zelo zahtevni za uporabo. Recimo ta del bom uporabila kar še tisto senčilo od prej. Malo takole bom potapkala, ja, evo, ja, super, okej. Aha, ja, tako, evo, to je bilo zdaj še za piko na i. Super, vzela bom zdaj še večji čopič in bom vse zmešala, takole. Zdaj pa vse, kar ste nanesli na obraz do zdaj, vse to lepo zablendate, a ne, ker v bistvu karkoli ste prej delali, ni pomemben, ker to se bo zdaj vse zmešalo v eno barvo. Takole in čist na koncu pa še puder. Tekoči puder, takole s kapalko ga nanesem. Večkrat poskusim, vse kaplja, odlično. Malo dam na prste in potem si kar prvošam. Kar takole vse razmažem, takole vse utrem noter, zakaj pa ne, a ne. Tako vse nepravilnosti, ki ste se prej trudili zakriti, takole vse daste. Super, kot prerojena. In še čisto za na konec, še malo blusha, a ne, da poudarite ta svoja lička. Takole in pa samo potapkate. Spodaj. Tako, evo, odlično. Ja, super, to je to. Zdaj lahko ostanete doma.